Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji kozmetike in vsi tisti, ki poslujete pravzaprav v kozmetičnem salonu. Moje ime je Eugen Gec in pomagam predvsem vodjem in zaposlenim v kozmetičnih salonih, da poteka njihovo delo bolj učinkovito in z manj napora. Torej, če imate težave z določanjem cen storitev, zaposlovanjem ali učinkovitostjo zaposlenih oziroma vodenjem, marketingom in prodajo, je to torej pravi naslov, na katerega se lahko obrnete in pomagali vam bomo zato, da bo vaše poslovanje potekalo čim bolj, učinkovito in s čim manj napora. Današnja tematika je namenjena predvsem tistim, ki že delate v kozmetičnih salonih in zato vam želim predstaviti, kaj je tisto pravzaprav, kar lahko delo v vašem salonu ohromi. Seveda vam bom predstavil tudi rešitve in na osnovi teh rešitev boste veliko lažje boste videli, boste pristopali na trg, ustvarili si boste večjo prepoznavnost na lažji in hitrejši način. Ampak dajmo pogledati, katere so tiste, najpogostejši izzivi, ki jih danes zasledimo v kozmetičnih salonih. Najprej bi se osredotočil na nepravilno soočanje s konkurenco. Pogosto se s konkurenco dajemo, kar se tiče samih cen, gledamo, da smo čim bolj podobni ostalim, ne? In tukaj seveda si ustvarjamo sebi en prazen prostor oziroma delamo veliko napako, predvsem zaradi tega, ker konkurirati s cenami na trgu ni najboljša opcija. Kasneje vam bom povedal tudi zakaj in vam bom podal tudi za to rešitev. Zato budno spremljajte naprej in si zapisujte to, kar vam želim povedati. Ravno tako na trgu ustvarja kar veliko zmedo preveliko število ponujenih storitev. Takrat, ko je storitev, ki jih izvajate, navedenih na ceniku oziroma jih izvajate preveč, preprosto rečeno so stranke zmedene. In v takšnem primeru se je najbolje osredotočiti boste videli, še na eno prednost, ki jo marsikdo ne uporablja in jo lahko izjemno dobro izkoristite. Tudi o tem bomo kasneje povedali nekaj več. Nekateri so pač tudi mnenja, da je preveč salonov in ker je preveč salonov na našem trgu, je zelo težko prosperirati. Dejal bi nekako takole. Seveda, več kot je salonov, večja je konkurenca, ne? Ampak dejstvo pa je, da se je mogoče od takšne konkurence oddaljiti, seveda z drugačnostjo. In kako tako drugačnost ustvariti, bomo tudi povedali kasneje. Nekateri pravijo, da je izjemnega pomena tudi lokacija. Zagotovo je pomembna, vendar težave se najpogosteje pojavljajo predvsem v tistih salonih, kjer imajo težaven pristop do strank. V nekaterih salonih, to ste morebiti zasledili tudi v preteklih videih, ste morebiti zasledili to, da obstajajo saloni, ki delujejo pravzaprav v povsem nelogičnem okolju, nekje popolnoma na samem sredi ničesar in so izjemno uspešni. Vprašanje je, zakaj je temu tako. No, tudi na to bomo podali odgovor. Seveda, nekateri imajo pa izzive tudi zaradi tega, ker se prepočasno prilagajajo trgu. Zadeve se s svetlobno hitrostjo spreminjajo, se pravi potrebe na trgu, želje samih strank, ponudba proizvajalcev recimo ali pa dobaviteljev, to se nenehno spreminja in vkolikor se temu ne znamo prilagoditi in delujemo, če lahko tako rečem, na klasičen način, ne, zagotovo imamo veliko priložnost, da se bomo soočali s težavami, zato je potrebno tudi o tem razmisliti, ne. Potem opažamo tudi, da je premalo učinkovit pristop do potencialnih strank. Na trgu je ogromno število strank,
ki sploh ne vedo, kaj se v kozmetičnem salonu izvaja. Velikokrat poudarjam na predavanjih in omenim, kako recimo še vedno določene stranke se osredotočijo za obisk zdravnika in medtem ko bi lahko določeno storitev izvedel kozmetičar. Bi lahko te storitve koristili v kozmetičnih salonih, vendar sami ne vedo, kaj se pravzaprav v kozmetičnem salonu izvaja. Ker če vemo, da je recimo, ne vem, kozmetični salon Marjanca, vsi vemo, da je to kozmetični salon in da se imenuje Marjanca, kaj se pa noter dela, pa točno ne vemo, kajti vemo, da nekateri so bolj osredotočeni na nege obraza, drugi na delo z aparaturami, tretji bolj na pedikuro ali pa na nohte in tako naprej. Skratka, vsak je v nečem nekje bolj izpostavljen in stranke tega ne vedo, če se na pravi način seveda ne pristopa. Zato moramo tukaj razmišljati pri razvoju salona tudi v tem konceptu. Pri nekaterih se pojavlja tudi prešibka oziroma slaba prodaja kozmetičnih izdelkov za domačo uporabo. Jaz nekako vedno rad poudarim, 50 plus 50 je 100, torej če izvedete storitev, ki je vredna 50 evrov in poleg te storitve prodate še izdelek za domačo uporabo, ki ima vrednost 50 evrov, je to 100 evrov. To pomeni, da lahko v eni uri ustvarite prihodka 100 evrov. In če imate takšno vizijo in če delate v takšni smeri, ne boste nikoli imeli težave, niti s trženjem, niti z dobrim ustvarjanjem prihodka, iz ničemer pravzaprav. To je tisto napredno razmišljanje, o katerem je treba razmišljati in seveda se tega tudi dobro naučiti. Tega se boste pa seveda naučili pri nas. Opažamo tudi, da je premalo vlaganja oziroma investiranja v tiste zadeve, ki so dandanes, bom rekel, ključnega pomena. Nekateri še vedno delajo v majhnih prostorih, so obremenjeni, recimo še posebej, če dela več oseb in imajo tukaj težave. Nekateri pa recimo imajo zelo veliko prostora, delujejo sami in stvari praktično v salonu, ki jih imajo na razpolago, stojijo. In ker stojijo, so neizkoriščene, se pravi, ustvarjajo bistveno višje stroške in ti višji stroški preprečujejo, da bi delali seveda, da bi delali vsaj toliko, kolikor imamo potenciala v salonu. In na to je potrebno tudi razmisliti, koliko dejansko koristimo stvari, ki jih imamo na voljo. Še ena velika težava, to pa je težava, to, kar bom zdaj povedal, to skoraj bi se upal trditi, da ni več izziv, to je prevelika izpostavljenost storitev z nizko cenovno vrednostjo. Velikokrat poudarjam, da so nas učili delati in ne zaslužiti. In tukaj nastane v samem razmišljanju ta, bom rekel, težava, katero je potrebno premostiti, zato je potrebno določeno znanje in na osnovi tega znanja bodo tudi ti koraki, ki jih morate narediti, zato da bi se temu izognili, veliko lažji, veliko hitrejši, večje bo zadovoljstvo v krajšem času in videli boste, vaša produktivnost se bo izdatno povečala. In še ena zadeva, na katero bi morebiti dal nekaj več pozornosti, to je uporaba zgolj ene linije blagovne znamke izdelkov. Namreč, vkolikor ponudimo stranki samo eno linijo določenih izdelkov, ima stranka možnost samo med da ali ne. V primeru, da imamo več linij, se lahko strankam prilagodimo. Imamo lahko linijo srednjega, višje srednjega ali višjega cenovnega razreda, kar pomeni, da so cene teh izdelkov različne in ker so različne, so lahko različne tudi cene storitev, ki se izvajajo s temi izdelki. In ravno to je tisto, kar omogoča vsakomur v kozmetičnem salonu, da dvigne nivo poslovanja, kajti stranke, vedno so stranke, bom rekel, vedno so stranke tiste, ki določajo, kaj si one želijo.
Morebiti včasih ne vedo, kaj potrebujejo, ampak zato jih mi, bom rekel, nekako spremljamo, jih poučujemo, jih ozaveščamo in seveda s tem pomagamo, da lažje pridejo do razumevanja, zakaj je dobro in vredno uporabljati tudi proizvode, ki so morebiti nekoliko cenovno dražji. Torej, zdaj sem vam povedal težave, s katerimi se pogosto srečujemo. No, sedaj bi se pa osredotočil na to, kako oziroma v čem ste lahko drugačni, zato da ne bi delovali na klasičen način, zato da bi bili bolj napredni, da bi bili bolj učinkoviti, ne? Prva stvar, kar vam polagam na srce, je, da se specializirajte, ne delajte vsi vse. Ker če boste delali enako, kot delajo ostali, potem boste bili podobni ostalim. Če boste bili podobni ostalim, boste konkurirali lahko samo s ceno, se pravi z vrednostjo storitev. In če boste s tem konkurirali, boste po vsej verjetnosti izgubili. Zato se je potrebno učiti, kako pristopati do tega, da boste se od konkurence čim bolj oddaljili, da boste bili edinstveni, da boste bili drugačni od drugih, da boste izvajali aktivnosti na nek drugačen način, čeprav so te aktivnosti podobne ostalim aktivnostim, da boste znali te aktivnosti poimenovati, da boste znali primerno sestaviti pakete in seveda, da boste znali tudi primerno pripraviti cenike in te cenike pravilno tudi predstaviti vašim strankam. Danes se pogosto srečujemo s tem, da ceniki zbegajo stranke. Zaradi tega, ker je ponudbe preveč in če pogledate dobro, še posebej, če imate cenike zložene v listih, boste videli, da prve 2 strani si stranke ogledajo, ostale pa vse manj. Torej, če ste specializirani, imate bistveno več prednosti, zato ker s tem prikazujete, v čem ste dobri, kaj lahko naredite najboljše in potem vas bodo ljudje tudi spoznali, ne? Torej, še enkrat poudarjam, uporabite izdelke tudi in aparature, ki so specifične, ne? Torej, ki so nekoliko drugačne od ostalih. Morebiti je to kakšna novost pri aparaturah, ki jo lahko izkoristite. Naj pa omenim, da aparature se nažalost premalo uporabljajo v kozmetičnih salonih in zanimivo je to, da pri aparaturah se ustvarja velika razlika v ceni. Torej, prihodki z delom z aparaturami so lahko bistveno večji. Torej, dajte izkoristiti to, če je le mogoče, ne? Še nekaj bi želel poudariti, zato da boste delovali boljše, bolj napredno, hitreje in bolj učinkovito. Torej, redno dopolnjujte svoje strokovno znanje, obiskujte seminarje, obiskujte predavanja, obiskujte strokovnjake, zaupajte tudi vašim dobaviteljem, da vam bodo pomagali, da boste pridobili čim več strokovnega znanja. Mi vam bomo pomagali pri tem, zato da boste strokovno znanje in vaše delo pravilno plasirali na trg. Dobavitelji, ostali strokovnjaki iz področja kozmetike vam pa bodo pomagali pri tem, da bo to znanje čim bolj, bom rekel, trdo, stabilno, da bo dejansko prinašalo vašim strankam vse večje zadovoljstvo in zato bodo imele stranke tudi razloge, da se bodo odločile za kakovostnejše storitve. Ravno tako izkoristite marketing za izobraževanje oziroma ozaveščanje vaših strank. Marketing je idealno orodje, ki vam omogoča, da lahko naredite ravno na tem področju velik korak naprej. Tudi tega se boste naučili na naših delavnicah oziroma na naših srečanjih, katerem vodim v obliki treningov. Še ena zadeva, ki mogoče velikokrat dajemo premalo poudarka, je to je spoznavanje konkurence. Poglejte, kadarkoli greste po svetu, kadarkoli greste bilo kam, pojdite obiskati kozmetične salone, pojdite tam na storitve, videli boste,
kaj izvajajo oni na drugačen način, zakaj to počnejo, kaj lahko vi s tem pridobite, kajti šele ko vidite določene stvari, se vam porajajo nove ideje, nove zamisli, ki jih lahko izkoristite. In to je to, kar je ključnega pomena pri tem. Torej, mi nove ideje dobimo šele takrat, ko vidimo določene stvari, ne ko si jih samo zamišljamo, ne. In zato je vredno to pogledati in koristiti storitve tudi v različnih drugih okoljih. In še ena zadnja zadeva, na katero ne smete pozabiti, je, da skrbite za svojo blagovno znamko. Izjemnega pomena je vaše ime, torej ime vaše blagovne znamke. Če je to blagovna znamka kozmetični salon Marjanca, morate biti prepoznavni po kozmetičnem salonu Marjanca in ne po katerikoli drugi blagovni znamki, bodisi izdelkov, bodisi dobaviteljev, bodisi proizvajalcev, bodisi česarkoli. Zakaj? Zaradi tega, ker vi ste tisti, stranke hodijo k vam zaradi vas in ne zaradi izdelkov. Kaj pa, če nekega dne ne boste z določeno znamko več delali, kaj boste potem dejali? Ja, da tista ni bila v redu, zdaj imate pa drugo. Ok, če se bo še enkrat to zgodilo, bojo že stranke začeli dvomiti v vas in v vaše delo. Tega si ne smete nikakor dopustiti. Tudi blagovne znamke se spreminjajo, tudi lastniki blagovnih znamk se spreminjajo. Spreminja se marsikaj. In zato morate poskrbeti, da boste bili na trgu prepoznavni točno po tem, kar želite. To ste vi, vaše delo, vaše strokovno znanje, bomo rekli, vaš pristop do ljudi, do strank, do načina dela in tako naprej. To ste vi in to morate vedno in povsod pravilno predstavljati. Torej, kako navedeno uporabiti v praksi? Kot sem omenil, se lahko naučite na naših predavanjih, na naših izobraževanjih, ki se izvajajo tudi v obliki treningov, kar pomeni, da vas obiščemo v salonu, preverimo, kakšna je situacija v vašem salonu, pripravimo poseben program, poseben načrt in seveda skupaj z vami delamo na tem, da vas pripeljemo do uspeha, ki ga želite ustvariti. To smo do sedaj uspeli narediti pri številnih strankah in verjamem, da lahko to naredimo tudi pri vas. Srečno!